Sem Aleksander Merlo, specialist ginekologije in porodništva. Vključil sem se v javno življenje ob poizkusu zapiranja bolnišnice. Na ta način imamo možnost vpliva ne samo na akterje v politiki, ampak tudi da izražamo javno te težave, ki jih imamo, in to mislim, da je ključno. Tukaj, ko vidite banjo, mi smo bili prvi, ki smo orali ledino s porodom v vodi, tako da smo tudi mamam šli na roko, če niso bile sposobne imeti otroka in z njim ravnati preko noči od 11 do 5 zjutraj, smo imeli te otročičke na štaciji. Zdaj zaradi covida, zaradi varnosti je to ukinjeno, ampak to so malenkosti, ki so pripomogle k prepoznavnosti naše ustanove. Ko delamo iz leta v leto na prepoznavanju ustanove, na dobrih odnosih z pacienti, in to je danes nam tudi spleti, kakorkoli nam včasih nagajajo, nam tudi pripomore to, da dobivamo klientelo. Naši kolegi, ki so to začenjali, niso imeli nobenih razen rok in glave pripomočkov. Imel si glavo, opazovalni instinkt, a si ga imel roke in si moral preživeti. Ko pričakuješ srečen dogodek, lahko rata hitro v sekundi nesrečen dogodek, ne samo recimo za otroka, za katerega ste tudi za mamo. In to, ko to doživljaš in te izgube, ki vidiš in jih tako težko danes v ustanovah, ki imaš vse pri roki, si preprosto ne moreš, in to smo vsi enotni, ne moreš predstavljati, da bi riskiral z porodom na domu. Ko začnejo prvi popadki, so tista idealna razmišljanja, kako bo to idealni, ne vem kakšen orgazmični porod, malo jih mine, in tako da v bistvu potem gremo v glavnem v epiduralno pomoč. Jaz sem se v tem mojem poklicu počutil realiziranega in mislim, da sem naredil to, kar sem imel željo, in da bi verjetno iste poti ubiral še v naslednjem eventualnem življenju. Premalo smo slišani, sploh zdravništvo danes, ko prihajamo v težave zaradi upravičenega stimuliranja sestrskega kadra, in pozabi se pa na zdravnike, kar bo imelo sigurno posledice, kolikor se to hitro ne bo ponovno nekaj naredilo na tem področju.